Hvala lepa. Spoštovani, še en predpis. Hvala lepa. Se še bodo naši general in ministrica stali. Poročiranje, predstavljanje. Hvala lepa. Zdaj se bomo premaknili na prostor za izjave. Mediji, prosim. Z izjavami in potem zaključimo za danes. Vsi, ki boste imeli potrebe za načelnika sedanjega, za v studio, bomo koordinirali v naslednjih dneh. Prav. Danes bi imeli primopredajo. Prav. Torej, spoštovani predstavniki medijev, ob današnji primopredaji načelnikov generalštaba Slovenske vojske, nekdanji načelnik general Osterman in sedanji načelnik general Alan Geder. Spoštovana ministrica, izvolite. Spoštovani, lep pozdrav vsem skupaj tukaj v prostorih Ministrstva za obrambo. Moja iskrena zahvala general majorju Ostermanu za njegovo dosedanje delo in seveda čestitke in tudi moja zahvala general majorju Gederju, načelniku, za to, da je sprejel izziv in želimo veliko uspeha pri njegovem delu. Delo, ki nas čaka v prihodnosti, ne bo lahko. Zavedam se, da je do mojega mandata pravzaprav še nekoliko mesecev, tudi potem, da se formira nova vlada, ampak kljub vsemu so pred nami zahtevni izzivi, nekatere smo v preteklosti že začeli popeljati, bo potrebna naprej, tako da bo forma Ministrstva za obrambo, predvsem pa seveda pripravljenost Slovenske vojske še na boljši stopnji, kot je do sedaj. Verjamem, da bomo lahko skupaj enotni začrtali razvoj Slovenske vojske v tisto pravo smer, v katero mora iti. Predvsem pa se zavedam in tukaj apeliram tudi na vse vas, da pošteno poročate o dogajanjih, ki se dogajajo v Slovenski vojski, v Ministrstvu za obrambo, zaradi tega, ker vsi skupaj, zaradi vse mednarodne situacije takšna, kot je, zaradi dogajanj doma, Slovenska vojska potrebuje vso našo podporo. Tako da hvala še enkrat, hvala za to, da ste sprejeli izziv, veliko uspeha želim in verjamem, da nam bo skupaj to tudi uspelo. Hvala lepa. Spoštovani general Osterman, izvolite. Spoštovani zbrani, ob današnji predaji dolžnosti novemu načelniku general-majorju Alanu Gederju sem ponosen na prehojeno pot in dosežene rezultate. Uresničili smo jih skupaj, vsi mi, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Ko sem pred skoraj 4 leti razmišljal o svojih prioritetah na dolžnosti načelnika generalštaba, sem si zadal poglavitni cilj. Najpomembnejše so naše pripadnice in pripadniki, odgovoren za njihovo dobrobit ter razvoj. Naprej in najbolj. Danes sem ponosen, da smo v slovenski družbi skupaj z vami uspeli pojasniti, da za delovanje Slovenske vojske potrebujemo kader in ustrezno opremo in oborožitev. Prepričan sem, da bodo odgovorni v obrambnem resorju še naprej strmeli k napredku oziroma razvoju Slovenske vojske. Upam, da bo v letih, ki prihajajo, vojaški napredek v očeh naključnega opazovalca takoj viden
in tudi prepoznaven. Skrbi pa me, ali bomo imeli za uresničitev vseh zadanih nalog dovolj vojakov. Predanost, nesebičnost, tovarištvo in domoljubje so tiste vrednote, zaradi katerih vojakinje in vojaki v teh zahtevnih časih še vedno odlično opravljajo svoje delo. Zato se jim za izjemno delo iskreno zahvaljujem. Lahko je poveljevati tako izjemnim ljudem. Ostro pa zavračam obtožbe, da smo odgovorni za namerno samoponižanje Slovenske vojske in vojakov. Sleherni dan, sleherni vojak daje od sebe tisto najboljše, kar ima. Žal pa se kaže, da enostavno ni več dovolj kadrovskih in materialnih virov, zdaj so na potezi drugi. Spoštovani predstavniki medijev, bili ste moj budni spremljevalec in tudi kritiki. Tudi za vašo pomočjo smo včasih hitreje opazili, kje smo lahko boljši in pogosto nam je tudi uspelo. Vse vaše kritike, pohvale in spodbude se vam tudi kot načelnik nekdanji zahvaljujem. Moja kariera v Slovenski vojski je temeljila na predpostavki, da smo le skupaj lahko uspešni. Zavedal sem se, da sem kot načelnik generalštaba lahko uspešen, le če se podpiramo pri uresničevanju enotnega cilja brez fig v žepu. Za iskrenimi nameni in dobrim delom nadaljujemo tudi jutri in vsak naslednji dan posebej. Zato si želim, da bodo naša naslednja srečanja prijetna, predvsem pa polna razprav o tem, kaj mi lahko še storimo za Slovensko vojsko. Generalmajor Alan Geder, za dosedanjo podporo v vlogi svojega namestnika si ti zahvaljujem najbolj za tvoj strokovni in včasih tudi kritični pogled. Poznam tvojo odločnost, pošteno in bojevito srce. Zaradi tega sem prepričan, da ti bo uspelo. Želim ti uspešno delo, general in moj prijatelj. Hvala. Hvala lepa. In še izjava aktualnega načelnika generalštaba, generalmajorja Alana Gederja. Hvala lepa. Spoštovana ministrica, spoštovani general Osterman, prijatelj Andrej, spoštovani ostali prisotni. Andrej, hvala za najino dolgoletno sodelovanje, hvala za vse, kar si v svoji dolgoletni karieri naredil za Slovensko vojsko. Cilje, ki si jih pri svojem delu zasledoval, v njih verjel in danes tudi omenil, tudi v bodoče ne bomo zanemarjali. V to si lahko prepričan. Pripadniki Slovenske vojske so tudi moja širša družina, že več kot 30 let. Nikoli jih ne bom pustil na cedilu. Moja dopolnjena strateška vizija je naravnana v to smer. V smer dostojnega obravnavanja Slovenske vojske in vseh njenih pripadnikov, vrnitev ugleda vojaški profesiji in poštenega nagrajevanja, kot to zahteva trg delovne sile. To pomeni dodaten denar, za kar si tudi sam prizadeval. Brez tega in brez izdatne politične podpore ne bo šlo. Kdorkoli bo na čelu vojske. Na politično podporo optimistično upam, saj so vsi predstavniki velikih pozicijskih in opozicijskih strank na programu ene od televizij zelo jasno odgovorili, da Slovenija rabi vojsko. In to glede na svetovne razmere danes bolj kot kdajkoli. To mi vliva optimizem. V kratkem bomo pripravili vojaški predlog, kako zagotoviti prav tako vojsko. Prepričan sem, da sprejetje teh predlogov pomeni stopiti na pot ozdravitve Slovenske vojske, ki pa se ne bo zgodila čez noč. Zato imamo vsi skupaj zelo malo časa. Zavedam pa se, da bomo morali delati hitro in predvsem brez napak. Se vsi pogumno izpostaviti in prevzeti odgovornost, da bomo lahko še bolj ponosni nase in da bodo lahko še bolj ponosni na nas državljanke in državljani naše domovine. Svoje poslanstvo sem odločen izpeljati do konca, ne glede na osebne posledice. Vsem pa ponujam roko fair playa. Trdno sem prepričan v uspeh,
če bomo pripadniki Slovenske vojske delali trdo, pošteno in predvsem etično in če bomo imeli politično podporo. Andrej, hvala za vse. Uživaj v izzivih, ki ti jih bo prineslo zate nov čas. V Slovenski vojski puščaš dosti prijateljev za vedno. Ne pozabi nas, podpiraj nas, kjerkoli že boš. Srečno, Andrej. Hvala lepa. Samo bomo naredili še eno korekcijo, da lahko tole omaknemo. Upam, da gre, da bomo imeli brez takole. Hvala. Opa. Samo malo še. Izvolite. Hvala lepa. Bomo generala še, prosim. Hvala lepa. Ministrica, generala, hvala lepa.